Tisti, ki nas spremljate, že veste, da se mi s hormoni v diagnostičnem laboratoriju veliko ukvarjamo. Veste pa tudi to, da so hormoni celični glasniki oziroma snovi, ki sporočajo celici, kako naj se odzove. Hormoni so v telesu nujno potrebni. O hormonskem ravnovesju govorimo, ko je nekega hormona ravno dovolj tisti trenutek, ko ga celica potrebuje. Nekateri hormoni so ključni za življenje, spet drugi pa so sicer pomembni, ampak neravnovesje v teh hormonih zelo vpliva na naše razpoloženje. Na ta način pridemo do tako imenovanih dobrih in pa slabih hormonov. Če ste z nami prvič, potem predlagava, da si najprej pogledate posnetke, v katerih govoriva o hormonih. Obdelali smo že testosteron, kortizol, ščitnične hormone, estrogen. Danes pa bi rada predstavila hormonske motilce. Hormonski motilci so vse povsod okrog nas. Lahko jih v telo dobimo iz okolja, se pravi jih vdihnemo, lahko si jih namažemo na kožo, lahko jih pa tudi pojemo. Ne glede na to, kako pa pridemo v stik z njimi, hormonski motilci vplivajo na delovanje naših hormonov. Živjo in dobrodošli spet na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo vsebine z področja laboratorijske diagnostike, odgovarjamo na vaša vprašanja, peljemo pa vas tudi v zakulisje laboratorija, kjer si lahko ogledate, kaj se dogaja z vašimi vzorci. Zato ostanite z nami. Danes bova torej govorila o hormonskih motilcih. Hormonskih motilcev, ki jih vdihavate, ne vidite in se jim zato tudi težko izognete. Lahko pa vplivate na tiste, ki jih nanašate na kožo, ali pa tiste, ki jih zaužijete s hrano. Na primer, pred sabo imava super zdravo malico. Malo piščančka za beljakovine, malo solatke za minerale in vlaknine in pa vodo. Se zdi super, a ne? Če pa pogledamo bližje, lahko v vsaki stvari na mizi najdemo hormonski motilec. Ampak lepo po vrsti. Če nočete vključiti hormonskih motilcev v svojo malico, morate o tem razmišljati že pred pripravo. Kaj bi pa midva danes za malico? A čvajno solatko s piščancem? Napadeva, ti pa prav piščanca, jaz bom naredil solato. Prvi hormonski motilec je teflon. Ja, vem, super je, da se nam hrana ne prime na ponvo, ampak problem te škodljive kemikalije je v tem, da se začne sproščati že pri 260 stopinjah, kar pa zmore vsak navaden štedilnik. Tej kemikaliji strokovno rečemo PFC oziroma perfluorirana kislina. Porabljamo jo za zaščito delovnih oblačil, obutve, prepražnikov, sedežnih garnitur. Med drugim jo najdemo pa tudi v ponvah. Najbolj sporna je PFOA ali perfluorooktanojska kislina, ki ima vpliv na hipofizo, se nalaga v jetrih, možganih in timusu, slabo pa vpliva tudi na delovanje naše ščitnice. Če dobro pomislite, naše babice niso imele takih ponov, zato je bila hrana tudi drugačnega okusa, verjetno je bila pa tudi bolj zdrava. Evo, zdaj sva vam povedala, da je posoda za kuhanje lahko sporna, ampak kaj pa tisto, kar damo vanjo? Se spomnite serije Ksena iz 90-ih? No, podobno ime kot ksena imajo tudi ksenoestrogeni. Gre za snovi, ki jih dodajajo živali pred zakolom. Na ta način dosežejo, da je meso bolj sočno in dalj časa sveže. Ksenoestrogene v telesu se obnašajo podobno kot estrogen. Najdemo jih pa tudi v mlečnih izdelkih, plastiki in pa kozmetiki. Prehajanju ksenoestrogenov v telo se težko izognemo. Lahko pa smo pozorni na izvor mesa, ki ga kupujemo, ali pa se odločamo za ekološko pridelano meso in mlečne izdelke. Zraven mesa pa še tudi solata. Ste se mogoče kdaj vprašali, zakaj v solati ne najdemo več žužkov, polžkov, raznih gosenic? Verjetno je to zaradi uporabe herbicidov in pa pesticidov. Pesticidi so že nekaj časa znani kot hormonski motilci. Vplivajo na tvorbo in delovanje hormonov v telesu. Pesticidi so podobni ščitničnim hormonom T3 in T4 in se zato vežejo na ščitnične receptorje in zasedajo njihova prosta mesta. Primer pesticidov so organokloridi. Ti se uporabljajo za zatiranje žuželk in so prisotni v sadju, zelenjavi in pa žitih. Vplivajo na ščitenco in pa vplivajo na nastanek diabetesa, saj se kopičijo v maščobnem tkivu. Drugi primer je kemikalija trikloksan. Ta se nahaja v kozmetični industriji, predvsem jo najdemo v šminkah, ima pa tudi slab vpliv na delovanje ščitnice. In še tretja stvar, ki vpliva na vašo ščitenco, so kemikalije, ki se imenujejo atrazin.
Atrazin deluje med drugim tudi kot androgeni blokator, saj znižuje raven testosterona. Z določeno hrano si lahko testosteron tudi dvignete, med drugim je to cink. Cink spada med težke kovine. Nekatere težke kovine so dobre za naše telo, medtem ko so druge škodljive. Torej, druge težke kovine se obnašajo kot hormonski motilci. Škodljive so zato, ker njihovi ioni nadomeščajo ione drugih kovin in tako zasedajo aktivna mesta encimov. Encimi zato prenehajo delovati, jih pa nujno potrebujemo, ker so pomembni za sintezo beljakovin. Kovine v telo vnesemo z mesom, ribami, jajcem, lahko jih pa tudi vdihnemo s prašnimi delci. Negativno kot rečeno, težke kovine vplivajo na ščitnične hormone, imunski sistem in pa staranje genetskega materiala. Poleg malce pa je treba tudi nekaj spiti. Najboljša pri tem je seveda voda. Problem vode je embalaža. V embalaži se nahaja surovina, ki ji rečemo BPA oziroma bisfenol A in deluje kot hormonski motilec. BPA je poceni surovina in se nahaja v plastiki, se pravi plastenkah, plastičnem priboru, plastični embalaži za shranjevanje in pa tudi v hišni elektroniki. No, v zadnjem času se sicer na trgu pojavljajo tudi izdelki brez BPA, zato vam svetujemo, če želite svojo vodo nositi s seboj, da posegate po takih izdelkih ali pa po bolj naravnih materialih, recimo steklu. Ok, malce malo pripravljena. Danes ti pomiraš. Tudi snovi v praških in kozmetiki pa lahko delujejo kot hormonski motilci. Te snovi so ftalati in parabeni. Ftalati in parabeni imajo vpliv na hormonski sistem in pa reproduktivne organe. Kot že vsi prej omenjeni, pa delujejo tudi na vaše delovanje ščitnice. Če boste pozorni na sestavine, boste zagotovo v trgovinah našli izdelke brez omenjenih snovi, se pravi brez ftalatov in brez parabenov. Ti izdelki so bolj ekološki in pa tudi bolj naravni. Normalno je, da naši hormoni nihajo, z nihanjem pa vplivajo tudi na razpoloženje. Lep primer nihanja hormonov in vpliva na razpoloženje je menstruacijski ciklus. Hormoni pa nihajo tudi, ko je imunski sistem oslabljen, ko smo bolni, ko se slabše prehranjujemo, ko se premalo gibamo, ko smo pod stresom in ko prakticiramo slabe razvade. Zvedeli pa ste, da hormoni nihajo tudi zaradi hormonskih motilcev. Danes sva predstavljala BPA, teflone, ksenoestrogene, težke kovine, herbicide, pesticide. In zdaj, ko veste, katere so te snovi, potem veste, da se tem snovem mogoče lahko izognete. Na ta način bodo tudi vaši hormoni manj nihali. A si ti še lačna? Mene čisto minilo. Mene tudi. Če vam je bil video všeč, nama stisnite like, delite s prijatelji ta video, ne se pa pozabite tudi naročiti na naš kanal. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau.